Imamo eno presenečenje. Imamo novo presenečenje. Ok, to končno so 5G dobila. Res hitro, tisti čez zmeraj ne more verjeti. No, Siguren, konsistenten, ampak ni pa najhitrejši. ne, Je to lepa izjemno počasno. še eno presenečenje, ampak tokrat malo bolj Wow. negativno. Zakaj? Kako? Ne vem to. Kaj niso... Živijo, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. Iz malo drugačnega okolja danes. Ja, drži. Začetek oktobra je minilo 1 leto, odkar je Telekom Slovenije komercialno zagnal prvo 5G omrežje pri nas. Od takrat je preteklo že veliko vode in Telekom ni več edini igralec na igrišču. Sva pa dobila kar nekaj vprašanj strani vas, najnih gledalcev, da ne spet narediva kakšen test 5G omrežij, da vidite, kakšni so rezultati po tem enem letu. Glih zato smo se odločila, da bomo naredila eno mini ekskurzijo. Sabo bova vzela 5G telefon, da narediva par testov in nam poveva, koliko hitra so naša 5G omrežja v Sloveniji. V zameno vas prosva samo za eno manjšo uslugo. Naročite se na tale najin YouTube kanal in naj spremljate na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa TikToku. Vaša pomoč nama ful veliko pomen. Zdaj gremo pa lahko nazaj na video. Preden začnemo, dajmo narediti en manjši pregled, kaj se je zgodilo na 5G sceni v tem enem koronskem letu. Ja, veva, da ste prišli gledati 5G teste. Ja, sam. Malo voda mora biti, da sploh veste, kaj se je dogajalo. Ja. Po vzpostavitvi Telekomovega omrežja v začetku oktobra je bila naslednja večja stvar Akosov razpis za dražbo frekvenc. Razpis je bil odprt do 1. februarja 2021 in je bil osnova za javno večfrekvenčno dražbo, ki se je potem zgodila v aprilu letošnjega leta. Na njej so operaterji pridobili frekvence, ki jih bodo pretežno uporabljali za omrežja 5. generacije. Na aprilski dražbi so se za frekvence potegovali veliki štirje. Telekom Slovenije, Telemach, A1 in pa T2. Pri tem je imel vsak od njih svoje interese, ko se je vrgel v boj za frekvence. Na končni dražbi sta največ frekvenčnega spektra zakupila Telekom in pa A1, pač klasika, malo manj je dobil frekvenc Telemach, najmanj vseh pa T2. Država je pa na njihov račun zaslužila skoraj 165 milijonov evrov. Veliki štirje so pokupili ves spekter in ne bi do konca letošnjega leta s svojim 5G signalom pokrili skoraj 75% prebivalstva enega večjega mesta. Bomo pa videli, če bo to dejansko res, ker se čas izteka. Junija je Telekom svojim naročnikom tudi omogočil brezplačno uporabo 5G omrežja v obstoječem naročniškem paketu, brez potrebe po doplačevanju opcije ali pa izbiri naročniškega paketa naj 5G. Lahko pa izberejo opcijo za višjo hitrost. Telekom pa jo omejuje na 450/100 megabitov na sekundo ta hitrost. Dobavitelj opreme za njihovo 5G omrežje je sicer švedski Ericsson. Telekom Slovenije je po prejemu Akosove odločbe nadgradil 5G v Ljubljani, vzpostavljati pa ga je začel še na Bledu in pri Brdu pri Kranju v okviru potreb za predsedovanje Slovenije Evropski uniji. Telekom je to lahko dosegel, ker je na javni dražbi pridobil frekvenčni pas med 3420 MHz in 3560 MHz, kar mu omogoča, da veliko svojim uporabnikom omogoči naenkrat visoke hitrosti. To je super. No, če vas zanimajo testi Telekomovega 5G omrežja iz začetka letošnjega leta 2021, bo povezave do najnih videov o teh testih pripopala dol v opis videa. Pa kaj pa ostali operaterji in 5G? Potem, ko so poleti strani Akosa končno dobili odločbo, so pri Telemachu zagnali svojo prvo komercialno 5G omrežje v središču Ljubljane, na delu Bežigrada okoli študentskih domov, na delu Šiške in na območju BTC-ja. Potem pa je sledil vklop še v 10 drugih slovenskih mestih. Telemach za svoje omrežje kombinira stare in nove frekvenčne pasove, pri čemer lahko njegovo 5G omrežje uporabljajo naročniki s paketi več in primernimi 5G telefoni, brezplačno. Hitrost podatkov pa je neomejena. Njihovo omrežje ne bi omogočalo hitrost do 1 gigabita na sekundo. Telemach naj bi se v prihodnosti s svojim omrežjem razširil tudi v druga slovenska mesta in naj bi do konca leta 2025 izpolnil vse zahteve iz javnega razpisa, v razvoj 4G in 5G tehnologije pa naj bi vložil kar 100 milijonov evrov. Poleg tega je v okviru skupine United sklenil partnerstvo z Nokio za nadgradnjo jedrnega mobilnega omrežja,
s čimer se oddaljuje od partnerstva Kot vsi. Huawei. Kot tretji operater je 5G omrežje vzpostavil tudi A1, ki je omogočil na območju Ljubljane, Maribora in Celja to omrežje. Uporabljajo ga lahko vsi uporabniki v vseh paketih z ustreznimi 5G telefoni, brez dodatne aktivacije in brezplačno, hitrosti pa naj bi bile sicer do 1100 megabitov na sekundo. Pri A1 napovedujejo, da bodo do konca prihodnjega leta pokrili do 60% prebivalstva, baje se v drugih mestih po Sloveniji že postavljajo novi oddajniki. Ok, zdaj je par dni po testiranju v Ljubljani, hodim po Sorškem polju, v Kranju in testiram Z Flip 3 od Samsunga, ki je tudi 5G kompatibilen telefon, in kot po screenshotih vidite, je tukaj tudi 5G zelo hiter, presenetljivo, tako da je tudi zunaj Ljubljane očitno že A1 5G. Hudo. Dobavitelj njihove opreme za omogočanje 5G omrežja pa je podjetje Nokia. Še najbolj misteriozni so zaenkrat pri T2, kjer še zmeraj čakamo, da zaženijo sploh svoje 5G omrežje. T2 je na letošnji javni dražbi iztržil najmanj, je pa imel zanimiv pilotni 5G projekt, kjer so pokazali velik potencial s tako imenovanimi mikrobaznimi postajami, ki oddajajo manj sevanja, a tudi slabše pokrijejo signalom, tako da so bolj primerna mestnim središčem in kakšnim nakupovalnim centrom. Ok, dosti povzetka. Zdaj se bo odpravila na teren, kjer bova testirala 5G omrežja. Imava kolego Xiaomi Mi 11, kamor bova dala SIM kartice vseh telefonov in potestirala 5G omrežje. Imava pa tudi iPhone 12 Pro za backup, ampak je edini problem glede iPhone-ov ta, da na dan testiranja A1 še ne podpira 5G omrežja na iPhone-ih. Ja, plan je tak, da sva vzela GoPro Hero 10, ki nam ga je v test v začetku oktobra dal Lynx in nam ga je zaenkrat še pustil, da lahko to posnameva, in bova pač probala posneti najino testiranje 5G omrežja na 3 lokacijah. Najprej v LA Sky, potem v BTC v Parikej in če bo sreča tudi na Prešernovem trgu, če ne bo vse zaprt zaradi Ljubljanskega maratona, tako da držite pesti za naju, res upava, da bo ratal. Naredila bova pač standardni test hitrosti z Oaklino aplikacijo Speed Test, pol bova pa še par velikih fajlov dol zloadala, da bova lahko v real time videla, koliko hiter se prenesejo. Upava, da bova z zbranimi informacijami na koncu za vas lahko potegnila rezultate. Tako da predlagava, da gremo kar skupaj na teren, tako da pičimo. Ja. Še se ne jaz spustili skozi. I like that. Pa relaji. Da za pomoč? Ja. Končno. To je bilo to dosti slabo. Ja, pa še pa. Ja, zrihtal. Zrihtal. Tamle je A1, tlele je Telemak, to vse bomo danes testirali. Tamle je Telekom, no in vse imamo na kup. Odlično. Vse imamo na kup, da stestirava. Tam so vsi danes zaprti. Sam mi dva delava, še T2. Snimava na prvi lokaciji, kot vidite je to končno Aleja Sky. Prvo mislim, da bo na vrsti Telekom Slovenija, ne? Tako, drži. Tukaj le 5G-ja v Aleji Sky ne lovi Telekom. Čeprav imamo mi dva tukaj le nastavljeno na 5G omrežje, da je prednostno 5G omrežje. Evo, smo jo končno dobila. Ok, hitrosti downloadanja grejo okoli. Ja, to niso 5G hitrosti. Torej, ne vem, zdaj Telekom je to dosti obljudena pač lokacija, kjer je dosti folka, ne sploh Šiška in bi bilo pričakovati, da mogoče tudi tle bi bil že 5G, ampak ga zaenkrat ni. Call of Duty Mobile, ki je večja, vidite, 1,4 GB. Tako jedu lahko in zdaj koliko cajta se bo to loadalo. Če tamle zgori, mislim, da še celo kaže, s kakšno hitrostjo loada. Tamle je 12 megabajtov na sekundo. Hitrost se meri v megabitih na sekundo, a ne? Tako da to je drugačna konverzija. Megabajti, to pomeni, da je že kar zelo hitra. No, še 1% do 100.
to je zmerno nameščanje. V redu, to je pač, to ni počasno, da ne bo kdo karkoli mislil, ampak s 5G omrežjem bi bilo to lahko še kakšno minutko hitrejše. Drži. Ok. Naslednje omrežje. Poskus je Telemachovo omrežje. Ista zgodba. Če gremo pogledat. Zdaj lejte 4G+. In gremo noter, vidite Telemachovo omrežje. Prednostna vrsta omrežja. Prednostno je 5G izbran. Ok. Ja. Malenkost. Presenečen sem, da je Telemach hitrejši. Ampak je in to kar... To so pa že skoraj 5G bi bile tako tiste osnovne 5G hitrosti. Pa upload je slabši. Ampak download je pa konkretno boljši. In se prenaša, da vidimo. Kaj misliš, Davor? Ja, mislim, glede na hitrosti, ki so bile tamle, mislim, da bo pač mogoče celo res hitrejši. Ok, tole je pa zdajle presenečenje prvo. Jer sem res mislil, da bo Telekom brez problema premagal Telemach. Hitrosti, ki bi jih pričakoval, recimo tudi od 5G. Prav 5G bi bil še hitrejši, ampak tole bo pač presenečenje. Mogoče res Telemacha še vse nima tako veliko populacije, kot ima Telekom. Me zanima, kaj bo štoprca pokazala. Tole je bilo pač minutka pa pol približno, res bravo, tole je super. Res super. In zdaj greva še v bistvu na tretjega. Ja. To je pa A1. Imava eno presenečenje. Imava novo presenečenje. V telefon sva dala mojo SIM kartico, A1, pardon. In ugotovila, da imava 5G omrežje. To je predvsem najnim pričakovanjem. 5G tlele zgoraj, to je pa pač... Ok, končno so 5G dobila. Ok. No. Od vseh kartic. Ja, to smo najmanj pričakovali, po pravici povedan, tole je pa... To je pa prijetno presenečenje. Upload speed v red, to je pa proti vsem pričakovanjem. Koliko bo zdaj tole prenašati? Lejte, 50 megabajtov na sekundo, to je pa tisto, kar so pričakovali od 5G-ja. Tole je pa tisto, kar so nekako pričakovali od 5G-ja pa od današnjih testov. Sploh, če pomisliš, Davor, na to, da A1 sploh ni na veliko govoril in tudi... Ja, mogoče... Ne vem, očitno je to njihova lokacija. Nauk zgodbe v Aleji je zmagal A1. Zanima me, zdaj greva na lokacijo, to se pravi BTC. Tam bo po mojem mogoče zmagal Telekom. Telekom ali pa Telemach, že mrskej sva napovedala, pa se... Pa je bo večinoma narobe zaenkrat. Ok, greva. Spet ima probleme na GoProju z baterijo, samo 17% je še ostalo, tako da kar sva govorila zadnjič o GoPro videu bateriji, ja, je res, baterija je kar precej katastrofalna in bi rabila še ene 2-3 baterije zraven imeti, da bi jih samo zamenjala in da bi mogoče posnela, tako da upam, da bo ratalo čim več posnet zdajle. Sva zamenjala lokacijo, trenutno se nahajava v BTC-ju pred halo Ikeje. Ja, na zapuščenem parkirišču od Ikeje. Spet imamo Telemachovo kartico noter, spet 4G, plus v bistvu samo lovi. Presenetljivo, nekako bi mislil, da v BTC-ju bo, ampak zdaj greva midva spet test narediti. Še slabši. A ne? Si pobral? Pobral se je. Ok, v redu, tole je pa zdaj prišlo na raven, ki je bilo v Aleji, tako da tudi upload, ful podobno, evo, na mesti. Zdaj 25 megabajtov na sekundo, pa na 20. Sigurno ni oddaje na 5G omrežje v Aleji, ampak... Tisti še zmeraj ne more verjetno,
Me prav zanima, kako bo, ko bo tukaj preverjala hitrost A1. Okay. Hitrost je pa nameščanje. Ja, to je spet, mislim, da podoben v bistvu trajal, kot pa na Aleji. No. Hitrost je v redu, sam ni pa 5G, no, čeprav pač ne bi bil 5G že po Ljubljani. Draž bo zdaj dal noter Telekomovo kartico. In tukaj evo, isto kot pri Telemachu 4G+. Ja, isto prednostno, tako kot je bilo prej. Jaz mislim, da za Telemach nisem pokazal, ampak pač je stvar enaka. Ok. Ja, mislim, ful podobni se mi rezultati zdijo že zdaj ta drugo rundo. Upload je dober, sam download pa nemal zaradi zasedenosti omrežja. Ja, Telekom je siguren konsistenten, ampak ni pa najhitrejši. Ne. Malo se hitrosti zvišujejo. Ne. Tako da, ja, Telekom je konsistenten. To lahko za Telekomovo omrežje rečejo. Tudi Telemach je bil. Tako Ja. da, zdaj me pa res zanima, Kaj bo za ena? kaj bo za A1. To je to v bistvu. Greva naprej na A1 kartica. To me čakam. Da bo to 5G omrežje tudi tukaj. The big anticipation. Ja. 5G omrežje. 5G omrežje, pa to je neverjetno, to je pa... A1. Ej, nič niso priredili rezultatov. Pokazala so, da je prednostno omrežje 5G posod skozi bilo izbrano, ampak pač Telekom pa A1, pa Telemach ga nista imela A1, pa že na drugi lokaciji edini s 5G omrežjem. Ja. Ok, počasnejše je, kot na Aleji. Ja. Ok, pač sej, mogoče so kdaj prilagojeni tudi rezultati na speed testu, da so optimizirani hitrosti za tle, ampak še vsem, dajte to. Zato pa malo tudi to, da pač zloadava Call of Duty, da vidite realni test. Glejte te hitrosti tlele zgori, to je... Neprimerljivo. Dejansko res nisem pričakovala, da bodo vseh tih A1. Ne, ker je ta zadnji omrežje postavil, pa nikjer se ni veliko govoril. Tole je pač izredno hitro. Tole je bila spet slaba, dobra minutka. Pač A1 tukaj zaenkrat zmagoval. To je to, zaenkrat. To je to. Zdaj pa grejo midva še, upam, da v center, da čim prej v center pridejo tam nekje okoli Prešernovega trga. Jaz sem drugače res tako mislil, A1 bo tam ene 150, tako ker sta bila pač Telemach pa Telekom. Nisem veliko pričakoval, res nisem veliko pričakoval. Več sem pa od Telekoma mogoče pričakoval, ker takrat, ko so v Kranju testirala, so bile hitrosti boljše, višje. Papajkeja. Ej, Andraž, enkrat bova pa tistole Teslo imela zaradi YouTube kanala. To smeri. Tesla me je malo zavedla. Smo izgubil stik. Ja, z realnostjo. Zdaj bova pač Telemach kartico testirala. Mislim, da vas moram razočarati. Še zmeraj imamo upravka 4G plus omrežjem. Ja, ne vem, kaj ne rečem. No. Evo, lahko se prepričate, SIM kartica. Evo, če že v Ljubljani je, bi tudi res tle mogel biti. No. Pač to je center, to je... Še preverimo hitrost. To je pa še... Pač tle je res masa folka, ampak mogoče bi jih zaradi tega pričakoval, da bo 5G omrežje. Je zasedenost omrežja sigurno višja. To jim morava dati. To je in zaradi tega je tudi mogoče malo nižja hitrost. No, to bo kot bo loadal kar nekaj časa. Grem jaz vmes malo posnet tlele okoli kipa. Jaz se bom pa počakal. Davorišu pa že okoli in okoli Prešernovega kipa.
hitrost je pa tlele tudi 4,4 megabajte, to je... 20 minutes later. No, pa sva prišla do 100%, no, 99, ampak zadnji procent je zmeri najslajši. Evo ga. V redu, mislim, da je bilo to dosti le maha. Telekom kartica aktivirana in... 4G+. Ne. Zakaj? Kako? Ne vem to. A kaj niso pač mava? Dajte pogledati prednostna vrsta omrežja, prednostno 5G. Ja, boljše kot Telemach, ok, v redu. To je sigurno boljše, to ne morava zameriti. Upload v redu. Prenes. Ok. Tisti je bilo nekje, mislim, da 4 do 5 megabajtov na sekundo, tole pa 14 do 15 megabajtov na sekundo, več kot 3-krat hitreje. Telekom, čeprav je prej v BTC-ju pa v Aleji malo zaostajal, tele v centru je sigurno boljši. A Telekom je res konstanten? Telekom je konstanten, pač posod je konstanten. Ok, ja, to sva kar zadovoljna, tako da gremo zdaj naprej na A1. Zadnji A1 test in a bo tudi tukaj A1 presenetil in a bo tudi tukaj 5G. Bomo videli. Tukaj pa 4G+. Tudi tukaj ni 5G, ja. Ok. Da se tukaj ni še noben... Ujoj. Tole je pa izjemno počasno. Še eno presenečenje, ampak tokrat malo bolj negativno. Ampak izjemno počasno. Ja. Če še enkrat. Ne, tole je... To ni to še. Upload je hitrejši kot download, pa tako kar precej. Ne vem, je to spet masa folka, Prešernov trg je kar dosti poln, tako da ne vem, ali zaradi tega so pač vse hitrosti nižje, ampak še vseeno tole proti Telemachu pa Telekomu je očitno za samo središče, kjer je veliko folka, je Telekom najboljši. Ja, definitivno. Sorry, A1. Tok dobro je kazal. Ne, to je pa 5% in... Tok dobro je kazal, pa pač... Ja. Ja, ker tole je manj kot 1 megabajt na sekundo, vse skupaj vleče. Tole je pa... Polega, je prišlo do 1 megabajta. Sorry. 20 minutes later. Grem boost. Se lahko na glavni dobimo. Le kakšen boost je bil na koncu. Ne vem, kaj je bilo to. Tole je bilo... Na koncu je bil res boost, sicer je trajalo to nekih 7 minut, to ni dobro, ampak pač je bil pa boost. To je to. To je to. Kaj misliš, če tako malo skup zbereva? A1 je veliko presenečenje. Ja? Najprej zelo pozitivno, poj pa Zelo. negativno. Nažalost, malo se je vse uravnovesilo. Telekom zelo konsistenten, Telemach pa tudi pač mislim v redu, tako nastavitve so bile posod enake, testi mogoče niso bili toliko temeljiti, so bili res sam en speed test, pa neki za zlovdati, ampak po moje, da preveč časa bi drugače porabila, če bi ful naredila, pač je bil nek pokazatelj, to osnoven, mogla bi pa res dalj časa testirati, da bi ta prave rezultate pokazala. Ja, to se strinjam. Je pa tudi res, da nek povprečen uporabnik pač ne bo 100.000 testov naredil, da pač vidi, ali mu internet hitro vleče ali pa ne. Ok, da zaključiva. Kakor sva rekla, veva, da tisti niso bili popolni, Sigurno ne. sam, ker je video že tako ali tako dosti dolg, bi bil v bolj podrobnem testiranju še daljši. Verjetno, res. Ampak še zmer, misliva, da nisva rabila 100 testov narediti in sa vam na hitro pokazala, če 5G je ali pa če ga ni na teh 3 bolj obljudenih lokacijah v Ljubljani. Še hitra zanimivost. Brala sva, da kakšna omrežja včasih lahko pospešijo hitrosti, ko zaznajo, da gre za test z aplikacijo Speedtest in so tako lahko prikazane hitrosti više, kot so pa realne. To je razlog, da so ob testiranju Speedtest appom prenesla še Call of Duty Mobile, ki je igra velika dober gigabajt in pol. Kar ogromno za mobilno igrico in nek dober realen test.
Upala sva, da bo 5G sicer zaznala na vseh lokacijah in pri večini testih, ampak so bila malo presenečena, da sva ga v 9 testiranjih dobila samo 2-krat, pa še to 2-krat sam po A1. In morava reči, da naj je glih A1 najbolj presenetil s svojim 5G omrežjem, saj sem mogoče razumljivo od njih najmanj pričakovala, ker so ga v javno uporabo dali zadnji od 3 operaterjev testiranih. Malo so bila presenečena tudi nad Telekomom in Telemachom, ki oba zelo oglašujeta svoja 5G omrežja, pa niso bili rezultati tako dobri. Glejte, lahko da je bila to samo najina izkušnja na dan testiranja in bi bilo mogoče kakšen drug dan drugače, ampak najini kratki testi so upravljeni in rezultati so pač taki, kot ste videli. Upam, da nam tili 3 operaterji ne bodo zamerili, ko bo tale video prišel ven. Lahko rečeva, da so bili rezultati sicer spodbudi večinoma, še vedno pa niso povsem dosegli oglaševanih hitrosti. Kakšne pa so bile hitrosti prenosa in časi prenosa igrice, Davor? No evo, tukaj je zelo v tabelci, vidite rezultate. Ne bova šla skozi vse rezultate posebej, ker bi se to, tako kot sva rekla, precej zavleklo. Naredila bova sam povzetek in izpostavila rezultate, ki so izstopali tako pozitivno, kot tudi malo bolj negativno. Še enkrat, res prosim operaterje, da nam ne zamerijo za tale video. No, na aleji Sky se je najbolj izkazal A1, na čimer so bila res kar presenečena, kot so lahko tudi videli v najni reakciji. Hitrost downloada je namreč dosegla neverjetnih 624 megabitov na sekundo, upload pa je dosegel hitrost 49,5 megabitov na sekundo. Bil je tudi edini od operaterjev na tej lokaciji, kjer so zaznala 5G omrežje. Prenos Call of Duty Mobile pa je trajal samo 49 sekund, kar je za tako veliko datoteko že blizu hitrosti, ki se doseže s kablom na računalniku. Dobro si povedal. Telekom in Telemach na tej lokaciji nista zaznala 5G omrežja, spet lahko da s kakšnemu drugemu telefonu bi ali pa drug uporabnik da bi, ampak pri najinih testih ni zaznal 5G omrežja, niti na Xiaomi Mi 11 in niti ne na iPhone 12 Pro, ki sta pri operaterjih oglašana kot 5G telefona. Zaznala pa sva 4G plus omrežje, katerih hitrosti je bila pri obeh operaterjih super za to vrsto omrežje. Mogoče sva edin pričakovala, da bo Telekom hitrejši tako v speed testu, kakor pri prenosu igrice, ampak ok, lahko da je bilo na tej lokaciji veliko Telekomovih uporabnikov in je bila zato hitrost malo nižja. Naprej sva šla v BTC, kjer sva se ustavila na čist praznem parkirišču pred Ikejo. Kakor vidite, se je hitrost prenosa v Telekomovem omrežju povišala, ker se je tudi poznalo pri hitrosti prenosa Call of Dutyja, kjer je bilo izboljšanje vidno kar za dobrih 30%. Super. Telemach je ostal konsistenten in rezultati so bili približno enaki kot v aleji Sky, ker je spet čist super za 4G plus omrežje. Se pa je tukaj spet izkazal A1, ki je sicer dosegel nižji download, kot je bil tisti res skoraj vesoljski pri aleji, ampak je še vedno 389 megabitov na sekundo downloada in 82,8 megabitov na sekundo uploada, res odlična hitrost, kar je pomagalo, da se je kod prenesel v 52 sekundah. Tako je bil A1 tudi pri Ikeji edin s 5G omrežjem, sploh pa nam je presenetil neverjetno hiter upload, ki je bil res najvišji od vseh opravljenih testov. Za konec se odpravlja še v center Ljubljane na Prešernov trg, ki je verjetno med najbolj obljudenimi deli mesta in tudi času najnega testiranja je bilo tam kar veliko ljudi. Ravno zaradi tega sem mogoče imela malo velika pričakovanja, da bodo hitrosti višje in da bo 5G omrežje vzpostavljeno, da bi lažje vsi iz mase folka dostopali do hitrega interneta. Telekom se je tukaj odrezal daleč najboljš, ker je tudi edini presegel 100 megabitov na sekundo. Tudi Call of Duty je prenesel veliko hitreje kot Telemach, ki je ob sicer spodobni hitrosti prenosa rabil kar nekaj časa, da se je igra prenesla. No, zadnji test sva pa naredila za ena SIM kartico in glede na prejšnje rezultate testov, pač nočem uporabiti te besede, Andraž, ker se sliši preveč hudo. Sem pač malce bila razočarana, nažalost, res nažalost. Hitrost uploada so bile tudi zelo hitrejše kot hitrosti downloada, ki so bile v obeh testih pod 10 megabitov na sekundo. 2 testa sem naredila, ker sva hotela double checkati, če je bilo slučajno kakšna napaka v prvem testu, ampak je bil rezultat podoben tudi v drugem testu. Mogoče je bilo v okolici velika ena uporabnikov in se je to poznalo tako na hitrosti prenosa, kot pri prenosu igre, ki je trajal več kot 7 minut. Pod črto lahko ugotoviva, da čeprav operaterji že na veliko oglašujejo 5G omrežja, svojih obljub zagotovo niso še čisto povsem izpolnili, je pa res, da sama niso opravljala daljših in bolj intenzivnih testov, temveč zgolj krajše, nekako bolj iz vidika povprečnega uporabnika, ki verjetno tudi ni povsem realen odsev celotnega stanja.
verjetno res, kot si rekel, na koncu iz tega videa nekako lahko izlušča, da gre razvoj v pravi smeri, ampak še zmerni čist tam, kjer ga prikazujejo oglaševalske kampanje samih operaterjev. Upava, da se s to ugotovitvijo pač, kot smo že rekli, tem trem operaterjem ne zamerva, ker resnica je verjetno glede hitrosti in kakovosti omrežja tam nekje v sredini med najnimi trditvami in njihovi, ampak najbolj boste to itak vedeli uporabniki posameznih operaterjev, ki 5G že dejansko uporabljati pri vsakodnevnih opravilih in nama svoje izkušnje lahko zaupate v komentarjih. Lahko pa tudi kdo od zaposlenih pri teh operaterjih kaj komentira, pa napiše. Bo tudi hvaležna. Ja. No, to je to za današnji video. Ni bila to nobena reklama za nobenega operaterja, le najen skromen poskus, da proba prikazati stanje s 5G omrežjem v Sloveniji. Nama je bilo to super zabavno in če bodo še kakšne spremembe na tem področju v prihodnosti, jih bova z veseljem stestirala. Zato se naročite, da ne boste zamudili. Midva pa se do naslednjega videa odjavljava iz najinega omrežja DeSiTech TV. Čau!